Prihajajoča gledališka sezona v Prešernovem gledališču Kranj bo v marsičem prelomna. Na predstavitvi repertoarja smo spoznali novega direktorja in umetniškega vodjo, 41-letnega Jureta Novaka, ki je v prihajajoči sezoni povedal naslednje. Dolgoletna umetniška vodja Prešernovega gledališča je pripravila res kvalitetno sezono, kot le ona zna. Je spojila odlična besedila z najprodornejšimi režiserji in to na način, ki bo prav vsakmu med njih, se mi zdi, izziv. In zaradi tega, ker bo izziv, jaz mislim, da bo tudi rezultat presežen. Režiserji so vseh generacij, od naših starih in stalnih sodelavcev Jerneja Lorencija in Ivice Buljana, pa do predstavnikov najmlajše generacije, Dorjana Šrivca Petka in Maše Pelko. Potem pa je tukaj seveda še Goran Vojnović, ki je v bistvu mlad gledališki režiser, kljub temu, da je kot avtor in filmski režiser že zelo uveljavljen. Tako da jaz mislim, da prav vsak od projektov sezone ima za ponuditi nekaj posebenega. Soočamo se z predvidljivostjo in nepredvidljivostjo. Predvidljiva je pač krivulja okužb, ki je žal letos že avgusta takšna, kot je bila lani oktobra. V tem smislu se nam ne obetajo nič zelo dobrega. Pri čemer pač bomo v Prešernovem gledališču Kranj absolutno skrbeli, da bomo dogodke izvajali varno za vse, se pravi za gledalke, gledalce in za naše zaposlene in zunanje sodelavce. Predvsem manj predvidljivo je pa seveda odziv vlade in strokovne skupine na razvoj epidemije in v tem smislu bomo seveda v gledališču pač budno spremljali, kaj se dogaja in se jasno držali veljavnih odlokov. Mi zaenkrat sezono načrtujemo tako, da bi jo lahko izvajali v živo, pod seveda vsemi varnostnimi pogoji, to pomeni izpolnjevanje pogoja PCT, redno testiranja, maske, razdalje in tako naprej. In upamo, da bo to mogoče. Jaz mislim, da bi bila ponovna zaustavitev javnega življenja slaba za recimo temu duhovno zdravje Slovencev in Slovenk. Seveda pa, če bojo zdravstvene okoliščine to zahtevale, bo pa to seveda nujno, ne? Ker po drugi strani pa moramo tudi na fizično zdravje seveda misliti. V ponedeljek se odpiramo vpise naših abonmajev. Letos smo vpeljali nekaj malega novosti. Na prvem mestu smo zaradi pač nepredvidljive ekonomske situacije abonmaje še dodatno pocenili, da ne bi postali breme ljudi, ki so pač, se zavedamo, da vsi smo v tej negotovi situaciji. Tukaj bi mogoče posebej opozoril, da je mogoče abonmaje in vstopnice kupovati pri nas tudi z novim bonom 21, če bi se za to kdo odločil. Vsi podatki so na naši spletni strani. Se pravi, ostajata abonmaja petek in sobota. Dodali smo 2 nova abonmaja, ki se odvijata fleksibilno od ponedeljka do četrtka. Potem imamo abonmaj za mlade, ki smo ga preimenovali Val, prej je bil Špica, in še vedno imamo seveda abonmaj prejšnji Konto, ki je zdaj Vrtinec, kjer si lahko abonentke in abonenti sami izbirajo, kdaj bodo obiskali kakšno predstavo. Gledališče in ansambel je dobro poznal že kot gledalec in že v prvih tednih dela ga je očaralo z vizijo, ki jo bo peljal dalje. Z nastopom svoje funkcije sem prejel gledališče v izjemni formi. Naš ansambel je vrhunski. Marinka Poštrak je naša občinstva v bistvu naučila gledati zelo raznoliko umetnost, zelo dobro gledati. Tako da moje temeljno poslanstvo bo predvsem graditi na teh odličnih temeljih. Seveda izpolnjevati zavezo občini in regiji za neko raznoliko gledališče, za kvalitetno gledališče. Hkrati sem pa že vpeljal nekatere procese, kjer bomo probali v bistvu
še malo več poudarka dati na mednarodnih sodelovanjih, evropskih projektih in podobnih stvareh. Tako da naprej več še enakega ali pa boljšega. Za umetniško podobo Prešernovega gledališča Kranj je vsa leta vzorno skrbela dramaturginja Marinka Poštrak. Kako gledate na novo sezono v Prešernovem gledališču Kranj? Ja, z velikim upanjem in z veliko željo, da bi predstave, ki sem jih na nek način skrbno in premišljeno uvrstila v ta svoj zadnji umetniški repertoar, z željo potem, da bi na kakršenkoli način prišle do publike in to čim prej, ker lanska sezona se je izkazala zelo na nek način nepredvidljiva za nas v gledališču, zelo naporna, ker smo v bistvu delali ves čas in nekako pripravljali premiere, ki so bolj ali manj prišle do peščice ljudi. Zdaj v tej tudi negotovi sezoni, pa glede na to, da so teksti in ekipe in režiserji in naši igralci vsi maksimalno pripravljeni in željni dela in seveda tudi nastopanja pred publiko, upam, da in tudi teme in teksti vrhunski, upam, da bo vseeno toliko možnosti, da bo publika lahko te predstave gledala ob nekih terminih in v polni zasedbi ali pa vsaj taki, da bodo vsi ljudje, ki si želijo priti v gledališče, lahko tudi predstave videli. Kranji ne morejo nadomestiti žive igre? Ja, seveda ne. To se je izkazalo že prejšnjo sezono. Ta živi stik z ljudmi in pa predvsem na nek način ta energija, ki se pretaka iz odra do publike in od publike do gledalcev, je tista, za katero smo zdaj ugotovili, da je dejansko tista, ki naredi predstavo, ki jo v polnosti tudi izpolni, ker vse drugo je na nek način nek približek temu, kar se dejansko dogaja na odru. Priložnost je nadaljevati veliko zgodbo Prešernovega gledališča Kranj in česa si še želijo? Želim si, da bi nadaljevali v Prešernovem gledališču tako, kot smo delovali do zdaj. Jaz mislim, da je nov direktor in nov umetniški Jure Novak človek, ki bo nadaljeval na nek način to pot, ki jo bo mogoče razprl še kam drugam, ampak mislim, da je v svojem delu zelo iskren, tudi zelo iščoč človek in iščoč umetniški vodja in zelo na nek način pameten kot direktor, ki bo znal na nek način v teh negotovih časih nekako peljati to našo kranjsko jadrnico gledališko novim obzorjem nasproti.